Vsak mora spoznati svoje telo, ne. V ekipi pa imaš 25 posameznikov, ki jih treniraš na en isti način. Ja, evo, danes smo že tle z namenom v bistvu, ke ponovadi te oddaje delamo, da čez življenje gostov v bistvu predstavimo, kako lahko odkrijemo strast v življenju, kaj je potrebno, da jo živimo in da v bistvu vidimo, da tudi ljudje, ki so uspešni ali pa ki živijo svoje sanje, svojo strast, niso nič posebej drugačni od nas ostalih, ali kako bi to rekel, vsi se delamo z nekaj temi človeškimi stvarmi. Tako da, Anel, ful hvala, da si se odzval in rekel ja, tej oddaji, jaz se res ful veselim, parkrat sva se srečala pred tem že v živo, zmeraj mi je bilo to hec na polno, itak v Ajdovci, drugače ne mora biti, ne. Tako da. Ni problema, sem vesel, da sem tvoj oddaji in zdaj bi pozdravil še gledalce, prej sem to pozabil, še dobro, da je bil black screen, ne, Tako smo vse restartali, tako kot je treba, ja. Top. Ej, ti si zdaj, ne samo to, tudi prej nismo, ti si zdaj v Sarajevu igraš, a ne, za Železničar. Ja, zdaj poleti sem prišel v Sarajevo, potem, ko mi je v Belgiji klub propadel in tukaj sem ponudil kar dobro ponudbo in sem sprejel ta izziv, tako da trenutno sem tukaj, ja. Ok, cool. Tako da, če je kaj tehničnih težav, lahko da bojo, tu je bolj kot ne zaradi Wi-Fi-ja in tako naprej, pač danes je overload tega, ker smo vsi v karantenah, a ne. Tako da, anyway, ok, štartava s tem enim standardnim vprašanjem in sicer, kakšen je bil Anel kot najstnik, a ne, s čim se takrat soočal, kaj so bili takrat neki največji izzivi ali pa težave, čez katere si šel ali pa si rabil iti, ali pa mogoče še zmeraj nekako te bremzajo v življenju, kakorkoli. Moj največji izziv je bil sigurno, ko sem moral oditi od staršev že pri 15 letih, ko sem dobil ponudbo iz Maribora, drugače sem Ajdovec, ne, sem igral za Primorje. Takrat sem dobil ponudbo iz Maribora, glih ko sem končal osnovno šolo in sem normalno moral iti v internat, živeti sam, naslednje leto, eno leto sem preživel v internatu, potem sem šel živeti sam v stanovanje. Takrat je bil to zame kar velik korak, ker sem zapustil dom, zapustil starše, videli smo se zelo poredko. Zdaj kdaj razmišljam, če je bilo to takrat pametno, sem dostikrat v dvomih, če je bilo vredno vse to žrtvovati zaradi nekega uspeha. Samo na koncu, ko sešteješ neke pluse in minuse, zmeraj prideš do tega, da je bilo vredno, ne. Tudi če si zamudil velik del normalnega življenja za vsakega človeka, ampak meni se zdi, da mi je nogomet dal dosti boljšega kakor dosti boljših stvari kakor slabih in sem vesel takrat, da so me moji starši podpirali pri tej odločitvi. Je pa bil to velik izziv zame in za mojo osebnost, ke glih v tisti fazi odraščanja rabiš ob sebi nekoga starejšega, ke te lahko usmerja v dobre in slabe odločitve, ti svetuje, sicer saj so mi svetovali preko telefona ali nekih drugih stvari, samo to ni isto spet. Tako da sem se je bila to kar neka osebna borba v mojih najstniških letih. Samo mislim, da sem kar dobro dal to skozi, čeprav ni bilo zmeraj sijajno, ne. Ja, še posebej, ke vemo tudi par stvari, ki so se takrat zgodile, bova se tega še dotaknila, ampak če pogledava, najprej, od kje je ta ljubezen do nogometa? To je že ful, ko sem bil še čisto otrok, kar se komaj spomnim, ampak starši mi pravijo, da ke je Bayern igral tekme, že ko sem bil 3 ali 4 star, če je Bayern dobil gol ali pa izgubil, sem se že jokal. Se pravi, mislim, da tukaj Bayern bil tisti klub, nogometni Bayern bil ta, ke me je spravil do te strasti, da sem z veseljem gledal fuzbal, hotel sem ga igrati. Moj sosed je bil legenda ajdovskega nogometa, Adrijan Fegic. Njega sem dostikrat videl, se je hecal z mano, mi govoril dobre stvari, me spodbujal, tako v hecu. In mislim, da je že tam v tistem ranem otroštvu, ke se niti zavedal tega nisem,
nogomet prišel v moj DNK. In od takrat naprej pa je bil sam nogomet, nič drugega. Sicer ne sam nogomet, tudi drugi šport obožujem, gledam vse športe, mislim veliko večino športov in spremljam, ampak nogomet je le nogomet. Za koga pa danes navijaš še vedno za Bayern? Ja, za Bayern. Dobro. Več ali manj gledam samo njihove tekme. Druge morajo biti res neki hudi derbi, da pogledam, Bayern pa čisto vsako pogledam. Če ne v živo, pa v posnetku. Ok, sprav res neka ta strast do tega in pol v bistvu, kaj je bilo potrebno, če tako pogledaš, bi rekel, da si bil pač raven talent ali si vložil veliko truda že tudi v mlajših kategorijah, da si prišel sploh do pogodbe z Mariborom, Si ekstra delal tudi izven igrišča ali si samo pač užival v nogometu in delal, kar so ti trenerji rekli in tu je preneslo, kar je preneslo? Mislim, da pri meni sploh ni bilo to, kar sem jaz delal na treningu, če govorimo, ne vem, do 13. leta. Ampak to, kar sem delal izven nogometnih treningov, ker sem bil non-stop zunaj. Non-stop smo bili na igrišču, mama me je mogla vlačiti za rokav, da pridem kaj domov pojest. Po celi dan smo brcali žogo ali pa košarko igrali ali pa bilo kaj. In to je bilo tisto, kar mi je dalo prednost pred ostalimi mojimi vrstniki, ker drugi pa mislim, nekateri so bili, ampak večina njih ni bilo tako aktivni, kot sem jaz bil. Jaz sem bil res takrat aktiven cel dan in tam sem dobil kar precej motoričnih sposobnosti, ker sem jih kasneje tudi izgubil, zato ker sem ful hitro zrastel. Ampak mi je v tisti starostni skupini dalo ful prednosti pred ostalimi in sem izstopil v tem pogledu. Ja, jaz se malo... se pravi, vprašanje je bilo od žene moje, koliko si bil star, ko si šel doma, pa si rekel 15, ja. Ampak jaz se spomnim takrat, jaz sem rekel, imam sorodnike v Ajdovščini, Čukija, bratranc moj, Žiga Čuk, sta dobra prijatelja. In jaz se spomnim, ko so razlagali, pač, da Hajro, on je talentiran. Mislim, da Hajro pa še eden je bil, ne spomnim se imena, ampak za tebe se spomnim. Pač ta je pa res hud, ta gre Mesi, so razlagali, pač. Tu se spomnimo takrat, In pol je bilo zmeraj tako, ki je bratranci igral tekme, mi je šlo, in pol tako, dobro, da je Hajro, on je zdaj nesel, pač, ko se spomnim, da je bilo res vrhunsko, Mislim, tako pač poslušati in pol so pa se spomnim tudi, da so razlagali, da si bil mičkan, in pol, ki sem te srečal, kasneje pol, ki smo se, ne vem, mislim, da tam 21 sva se prvič srečali, ki si bil ti 20 star, pa sem te tako gor gledal, pa sem si mislil, ok, to verjetno ta ni isti. Ta ni isti. Sem kar precej hitro zrastel. Mislim, da od 7. do 9. razreda sem zrastel za 25 cm, če se dobro spomnim sistematskih pregledov. In takrat mi je to kar porušilo neke motorične sposobnosti. Prej sem bil celo hiter, zdaj nisem več toliko. Sam pa višina ti tudi da neke prednosti. Zdaj gradim svojo igro in gradim svoje kvalitete okoli te moje višine in moči. Prej sem pa bolj baziral na nekih drugih stvareh. Ja, definitivno. Se pravi, tudi ta sposobnost prilagajanja. Malo mi te prekinja, slišam te. Zdaj me slišiš? Te po vsake tok časa zmrzuje slika, zdaj mislim, da je pri tebi izziv interneta. Ok, ja, malo te zmrzuje slika vsake toliko, ne vem, ali Wi-Fi ali podatki, neki bremza. Mogoče. Dobro, pač je, kar je, dajmo narediti maks iz tega. Ok, si rekel, se pravi, ampak ta prilagodljivost, koliko je to pomembno v življenju športnika, ker ti bi takrat lahko rekel, zrastel sem 25 centi, džabe mi fuzbal, zdaj sem previsok, grem jaz raj košarko igrati. Takrat sem celo imel ponudbo, ker sem igral na šolskih tekmovanjih za ekipo šole. In sem se kar izkazal in trenerji so me hoteli takrat ful prepričati, da grem v košarko trenirati. Sem bil tam neki 13 star in sem 14 sem star in sem celo resno razmišljal o tem, ker me ful privlača košarka in še zmeraj me privlači, ful jo gledam. Ampak, kakor sem rekel že na začetku, ta strast do nogometa mi je
je prevladala takrat v meni in sem rekel, ni šans, pač fuzbal je fuzbal, zdaj je to sam faza, ki me veseli košarka, ampak bom prebrodil to in izkazal se za dobro odločitev. Ok, the best. In pol, ko si šel v Maribor, si rekel, šel sem stran od družine, sam sem bil gor, internat, pol sam v stanovanju. Kaj so bile te neke kaj je bil največji izziv? Je bila ta, da si bil sam gor, ta samota, osamljenost, ali ker jaz sem tudi imel podobno, jaz sem šel pa pri 17 v Maribor trenirati ples, in isto za vikend, mislim, jaz sem pač bil sam za vikende odsoten, ampak je bilo isto, od petka do ponedeljka sem bil gor in sam, kar sem imel treninge, drugo sem bil v stanovanju, itek nisem nobenega poznal, malo sem živel na robu Maribora, tam Pobrežje, mislim, da se reče, ki je pač češ kam prijet, tako da pri meni je bilo recimo tu, kaj je bilo pa pri tebi? V prvem letu je bila sigurno taka osamljenost, kar si ti rekel, ker si navajen to, da ko priješ domov, te pričakajo starši, se lahko pogovarjaš z njimi, pogledaš kak film skupaj ali karkoli. In prvo leto je bil to največji problem, ker se moraš na nekaj čisto novega navaditi pač. Ni več tistega, da ti mama skuha, da ti naredi karkoli, da ti pomaga. Kasneje pa je bil bolj problem v tem, da nisem imel vsakodnevnih nekih nasvetov. Tudi kontrola, čeprav vsi mi bi radi živeli nekako brez kontrole, ampak v tistih letih ti ful pomaga v nekaterih pogledih, da imaš kontrolo staršev. Ne moreš delati, kar se ti zljubi. Jaz sem delal, kar se mi je zljubilo. Včasih pač bi rabil sam tistega, da mi reče, ne smeš, bodi doma ali pa karkoli, to in to moraš narediti. Tako da to so ti problemi, ki greš toliko mlado doma. Ok, in pol v Mariboru si imel koga, ki je tu nadomeščal v kakršnikoli obliki, ali trener je zanimal sam trening in kako si izven treninga pač je bilo vseeno? V tistem momentu je bil Maribor zelo dobro organiziran klub, mladinske selekcije sploh, tudi Zahovič, takrat športni direktor kluba, se ful posvečal oziroma je dal navodila, vodi mladinske šole, da ne sme gledati na nas samo kot nogometaše, ampak kot mlade fante, ki smo šli od doma. In so se ful zanimali, so nam tudi pomagali zelo radi, če smo prišli, pa če smo rekli, rabim pomoč za to in to, so nam stopili, so nam pomagali. Tako da po eni strani so nam malo nadomestili. Sam ne moreš pa nadomestiti čisto popolnosti. To je res, ja. Kako pa je izgledal takrat tvoj dan, ko si prestopil v Maribor, bi si tako mislil, ajde profesionalni nogometaš, ko si prej, ko si šel gor, si tudi podpisal profesionalno pogodbo, pa si še vedno rabil v šolo hoditi, ali je bilo samo dopoldan trening, počitek, popoldan trening, ali kakorkoli je potekel tvoj dan? Sem rabil hoditi v šolo, ja. V bistvu tako bom začel. Zbudil sem se ob 6 zjutraj, šel na bus pa v šolo. Prve 2 uri sem bil v šoli, pol je bil jutranji trening, samo dobro, jutranji trening je bil 2-krat na teden, ponedeljek pa torek. Pol sem, se pravi 3 ali 4 šolske ure nisem bil v šoli. Po treningu sem se vrnil do konca v šolo. Po koncu pouka sem šel jesti nekaj in pol direkt spet na trening. In s treninga peš domov, tako da to je že bila neka ura 7-8 zvečer, ko sem zmatran in pol, če sem bil dovolj pri moči, sem se še kaj učil ali pa naredil kakšno domačo nalogo. Tako da ni bilo nekega ful prostega časa v tistem letu ali 2. Pol se pa malo spremenilo, pol smo dobili pedagoške pogodbe. Nismo niti rabili to hoditi v šolo, važno bilo, da narediš teste, da se vprašam takrat, ko si. Imeli smo tudi pomoč sošolcu in sošolk, ki so nam delali zapiske, tako da se je dalo nekako usklajevati v tistem momentu. Kako so te pa sprejeli sošolci in sošolke? Prvič vemo, da ko si prišel iz drugega kraja, nisi bil Štajerc po narečju, Kako so te oni sprejeli?
Mislim, da sem imel kar dober odnos z vsemi sošolci in sošolkami. Sploh prvo leto, ker sem hodil še na gimnazijo, potem sem se prepisal na ekonomsko. Ker smo bili kar klapa, bil sem dosti priljubljen v razredu in fasciniralo me to, koliko so bili pripravljeni pomagati z zapiski, tudi domačo nalogo so mi kdaj pisali, naprimer, ali kaj takega. Sprejeli so me tudi dobro, v Mariboru so nasploh vajeni, da prihaja dost ljudi od drugod. Tudi Štajercev, naprimer, ali pa Prekmurcev, ful jih je v Mariboru. Se mi zdi, da v nekem momentu je bilo celo najmanj pravih Mariborčanov, tako da sploh, če si prišel z drugim naglasom, si bil še dodatno zanimiv vsem. A bi kaj rekel? Bi rekel, Jake P. je komentiral, da to so te tako sprejeli in ti pomagali, ker si igral za njihov svet klub. Se pravi, da vsi vejo, kdo je NK Maribor in če igraš za njih, bi rekel, da si imel nek višji status, ko bi temu rekel. Pri nekaterih, ja. Nekateri pa nimajo pojma o fuzbalu, jih niti malo ne zanima in sigurno ne, ampak ja, pri nekaterih pa sigurno to igrali neki vpliv, ja. Strenjam. Ok, cool. Sprav, ful zanimivo, le, pri 15 podpišeš profesionalno pogodbo, se pravi, ti si, ta denar si ti bil že odgovoren za njega, ti si ga dobil na račun in si delal ker pač je to en aspekt, ki tu zraven pride, a ne, če je profesionalna pogodba. Sprav, si ti razpolagal z njem, ker si hotel, ali so tu imeli starši čez? Ne, so mi prepustili totalno oblast nad mojim denarjem in seveda so mi svetovali, kako naj se obnašam z njim, samo to ni bilo toliko denarja, da bi to je bila pač čista minimalna plača v tistem momentu in če se dal kaj ušparati, sem pa moral za neke stroške kasneje plačati in sem porabil vse to. To je bilo lih to, kot neka žepnina, tako so se... Prva pogodba je zmeraj taka, kakor žepnina. Plačaj stanovanje, da imaš za kavico, za pijačo in to je to. Ok, cool. In pol, a daj tako povej mi po resnici, koliko so tebe punce ga rade? Kakor sem prej rekel, pri enih igra vlogo to, da si nogometaš, pri nekaterih pa ne. Ok, cool. Politično. Ne bom preveč v detajle, tu lahko mami gledati, tako da mami bom bil obziren obljubem. Ampak cool, pol, ki si igral za Maribor, si skozi igral za prvo ekipo, kako se ti je kariera tam razvijala, ti rečemo tam do 18 leta, kar si končal srednjo šolo? V bistvu sem že pri 16 sem bil prvič v kombinaciji za prvo ekipo. Sem šel na tekmo proti Muri, takrat še stara Mura. Sem šel na tekmo, bil na klopi. Nisem dobil priložnosti, pol sem še pri 17 še 3-krat ali 4-krat bil isto na klopi, nikoli pa nisem dobil priložnosti. Zraven sem bil kadetski, se pravi do 16 let, drugi najboljši strelec lige, mladinski do 19 let, prvi strelec lige. Pol pa je Maribor naredil drugo moštvo, se pravi. Vse nas mlajše, ker takrat je Maribor ful kopičil talente, in enostavno ni bilo več prostora v prvi ekipi, so naredili drugo ekipo, takrat so jo rekli B ekipa, in smo nastopali v 3. slovenski ligi. In na začetku sem imel tudi tam zelo probleme, ker nisem dobil priložnosti. Toliko je bilo starejših igralcev, ki so morali takrat igrati, mi mlajši, smer se je govorilo, sej si mlad, še boš dobil priložnost, ne. In sem moral celo eno leto ali 2 leti potrpeti, ker nisem toliko igral. Pol pa eno sezono sem imel fenomenalno sezono, sem zabil 33 golov. Sam takrat tudi nisem mogel... Mislim, da 26 je bilo takrat. Ja, to je ena taka tvoja stalnica, da jih zabiješ, kadar ti gre, zabiješ več, kot je tekem, več kot en gol na tekmo. Ja, to pa je tako, ja, to je tako, ker mi napadalci smo ful odvisni od samozavesti, pa
naprimer, sploh jaz sem tak, jaz če sem samozavesten, bom zabil gol, ko sploh ni priložnosti. Ko pa nimaš te samozavesti, pa si lahko 100% priložnosti, samo da potisneš noter, pa ti ne gre. Ne? In tukaj je ta moja skrivnost v tem, ko mi gre vse in pač dosegam take števile zadetkov. Ne. Ja, in pol po tej sezoni sem v bistvu šel na posojo v Radomlje, drugo slovensko ligo. Sem imel kar dobro sezono, noben presežek, ampak sem bil kar zadovoljen z njo in še kar pa niso me v Mariboru računali resno name. So rekli, boš v kombinaciji, ampak ne boš igral non-stop. Sam se nisem hotel zadovoljiti s tem, tako da sem podpisal pogodbo z Radomljami. Se pravi, si zapustil Maribor pol? Zapustil sem Maribor pred 22 letih in mislim, da je to najboljša poteza v moji karieri, ko pol naslednjo sezono pa sem dobil 35 golov z Radomlje. Sem postavil rekord druge lige in sem si pridobil prestop v Belgijo. Super. Če se pa še malo, mislim, pač res the best, mislim, jaz te tudi tako poznam, kot nekega goalgetterja, kot sem rekel že prej, Hajro, odkar je bratran začel igrati fuzbal, je ta Hajro, tam nekje v zadju je bil zmeraj prisoten. Halo, je kaj prekilno, kakšen klic dobil. Evo ga, nazaj. Vržno me, ne? Ne bi vedel zakaj, ampak these days. Ne slišam te. Zdaj me slišiš? Slišam. Ok, cool. Se pravi, sem rekel, ta Hajro je bil vse posod, te pozval mi pol, ker smo te videli v Radomljah, ampak vseeno, daj mi povej, kako si se delal s tem, ki ti rečejo, boš v kombinaciji, pa ne dobiš. Kako si se s tem soočal? Kot športnik, nekdo, ki grize, ki pač, ko dobi priložnost, si jo večkrat izkoristil, kar ne? Sploh, ki si rekel prej, da 33 golov, pa 35 in tako naprej, kar pomeni, da je neka kakovost zadaj, kako je pol, ko veš, da imaš kakovost, pa ti ne dajo igrati? Takrat sem imel kar zvezane roke, ker vezala me pogodba na klub, direktor kluba me ni hotel pustiti nikamor, nisem mogel prekiniti pogodbe, pač moral sem delati to, kar so oni hoteli, moral sem poslušati stvari. Je kar frustrajoče, pač sem bil nekaj časa zelo zafrustriran, ker imaš feeling, da se ti sam kariera vrti v krogu, se pravi. Prideš, nekaj dosežeš, pa se spet moraš vrniti in sam greš. Se zdi, kakor da ni cilja pri temu. In je bila velika preizkušnja za psiho. Sam v enem momentu sem se rekel, pač ne bom se več sekiral s tem, zaradi tega. Delal bom na sebi maksimalno, probal bom sebe poboljšati, kar bo. Kar se mi je pol tudi splačalo, ker ko sem šel iz Maribora, mi je to delo ful pomagalo, ker sem imel za sabo kar nekaj let kakovostnega dela, tudi z osebnim trenerjem, pa v klubu tudi, ampak sploh pa bi izpostavil to delo z osebnim trenerjem. Se pravi, to individualno, se pravi, da si delal na fizičnem telesu, ali tudi na psihičnem? V enem momentu tudi na psihičnem, sam nisem tak človek, da bi preveč verjel takim ljudem, tako da sem pol prenehal s tem. Se mi zdi, da je psihična pomoč lahko koristna, če si ti predan tej osebi. Samo, če ti sumiš v to, sumiš v te stvari, ki ti ta oseba govori, pač brez veze mečeš denar v nič. Ja, ok. Ampak rekel si, ko si pa rekel, ne bom se več sekiral, a je tu prišel kakšen moment, ponovadi ni glih tako, da se skozi sekiraš, in pol drug dan zjutraj se zbudiš in ne bom se več sekiral, nekaj se ponovadi zgodi, je bil kakšen poseben moment takrat, ki si rekel, ne bom se več sekiral, jaz grem. Ja, moment je bil tak, ker sem ful golov zabil in sem videl, da to nič ne pomaga. In to je takrat meni
v meni spustilo nek mir, zato ker vem, da sem jaz naredil vse, kar lahko naredim. In v meni je to povzročilo neki notranji mir in sem si rekel, pač vse več, kot to pa ne morem narediti. In pol sem bil pa čist miren, sicer kdaj se znerviraš zaradi tega, ampak meni je bil ta notranji mir najbolj pomemben v tistem momentu. Kar je pa tudi logično, ne, kot nek profesionalni športnik in ko gledaš, ne, vse, kar si želiš, je napredovati in zasledovati svoje cilje in polku si v bistvu, tako ki si rekel prej, na nek način si imel zvezane roke, nisi mogel zapustiti, niso ti dali igrati, ne. Je v bistvu res, kot si rekel, ta frustrirajoče pride gora, ne, ker mogoče jih dosti ljudi, ki se ne ukvarjajo profesionalno športom, ne, to je nekaj specifičnega, bolj kot ne za šport, ne, niti ne ve, ne, se zdi, Anel on ful zabija, lahko njemu tam pogodbo, služi denar, kaj se on pritožuje, ne. Ko ti res je tvoja strast, ne, to je tako, ker če bi ful rad igral igrice, pa ti vzamejo računalnik, ne, pač nimaš jih kje igrati, edino kar ti dajo so frnikole in tam pejti igrati frnikole dol pred blok, pa meč tiste činkice v luknjo noter, pa ne, sej boš, en dan ti bomo pa dali računalnik, ne, pač v tem smislu. In pa si rekel, si delal na sebi, kar se mi zdi, da je ful pomembno, da lahko recimo mladi, ki tudi želijo uspeti, je dosti tega nepotrpežljivosti danes, ne. Vse je Instagram, ne, Insta je vse, ne, in tudi uspeh ne bi bil Insta. Si ti tudi tu imel jaz hočem Insta zdaj prijeti, ali si se zavedal, ok, tu bo bila dolga pot, kariera traja nekaj časa? Ker sem bil mlajši, tako 16, takrat sem dobil eno ponudbo, oziroma je bila poslana ponudba Juventusa v Maribor, ne. Sam se niso mogli zmeniti okoli denarja in okoli nekih drugih podrobnosti. Samo v tistem momentu, tako mlademu, se ti zdi, da ti bo uspelo na Insta način, ne. Ti da neka krila in si misliš, to pa bo šlo samo navzgor, ne. Pol pa, ko se ti zgodi par takih stvari, pa vidiš, da ni dovolj sam da priješ na tekmo, da priješ sam na trening in sam oddelaš tisti del, ko se od tebe zahteva. Moraš narediti dosti drugega, pridobiti, prvo moraš poznati svoje telo, pač. Ne moreš zdaj iti na Google pa prebrati, to je dobro, to je dobro, če to ješ ali pa če to delaš, to ti bo pomagalo, ker ne, zame nekaj ni dobro, kar na primer tebi odgovarja. In največ, kar sem zase naredil, mislim, da je to, ker sem spoznal svoje telo. Probal sem milijon stvari, milijon načinov dela in pol spoznaš enostavno, kaj tebi odgovarja. In nikoli uspeh ni Insta, ne. Nikoli ni. Ja, ampak čakaj, da greva en korak nazaj, le. Pač tu, kar si povedal, se maksimalno strinjam, ampak rekel si ponudba Juventusa, ne. Pač dobro, ajde, jaz navijam za Juve, pa Čuki tudi, ne, pa pač to bi bilo ono. Po moje, nisem šel še gledati tekme v živo njihove, če bi ti igral, bi šel. Ampak anyway, zato, ker te že poznamo, bi se zapeljali skupaj, ne. Ampak anyway, ker ti izveš pri 16, Juventus te hoče, ne, ki pač je top rang klub v rangu Bayern Münchna, ki je tvoj najljubši klub, ne. Kako si takrat, s čim si bil takrat puščen, ne, ki si vedel, Juventus te hoče, edino, kar je prepreka pismo, je par jurjev gor dol, verjetno niso bile tu neke bajne vsote po milijoni in niso vedeli, ali bi dali 10 milijonov ali 15, ne. Dostikrat se spomnim tega, ker mi nič ni bilo jasno v bistvu. Prišli so starši po mene v Maribor na neko tekmo, smo se furali nazaj in mi je rekel, oče mi je rekel v avtu, jutri imamo sestanek z enim menedžerom, ne, Amir Ružnić takrat. Pa sem si mislil, ok, mogoče hoče podpisati pogodbo z mano ali nekaj. In zjutraj se zbudim, grem na sestanek, pa mi da papir pred mene, pa piše Juventus gor, pa sploh nisem mogel verjeti, da kar naenkrat, po 2 mesecih, kar sem bil v Mariboru takrat v klubu, ne. In sam v tisti fazi to ni bilo dobro zame. Ajde, če bi se realiziralo, bi bilo vse cool. Samo v tisti fazi, da se ni realiziralo, mi je sam ful povišal apetite, pol pa sem doživel hud padec zaradi tega, ker se ni realiziralo.
ker takrat so bile misli v Torinu, pač nisem bil več na realnih tleh, ne, in je bil kar hud padec takrat, tudi v formi in vsem skupaj. Ja, sigurno, ker če si ti star 16, vse, kar ti je pomenil v lifeu, je fuzbal, pač res si želiš uspeti kot nogometaš in poti na vrata potrka, pa ne samo potrka, tam dobiš papir, ki ni več, da ti reče, ti gledate scout od Juveta in ti si zdaj moramo odigrati tekmo dobro in če nisi, veš, zafrknil sem priložnost, ajde drugič, bo že še kakšna, ampak tlej si dobil papir na mizo, je logično, da ti odnese glavo, da greš sanjati stvari, Ja, to je bilo pač 4 mesece od tega, malo manj, ne spomnim se točno dobro, od tega, kar sem jaz šel iz Ajdovščine, se pravi iz enega Primorja, kar propadlega kluba, pač do Juventusa. To je bil tak preskok zame, za mojo glavo, da pač ni bilo v tistem momentu normalno, to, da se zgodi. Ja, in se pa razume, da tako mlademu, ki dobiš ponudbo od enega tako velikega kluba, je, da začneš razmišljati, ko bo zdaj tam, ko bom delal na treningu, res top trenerji, tam bom videl, ne vem, takrat še, ne me zdaj za besedo, je še igral Del Piero, po moje je za njih. Ja, takrat je. Takrat, pač te stvari, sem Juve fan, sam sem full spustil v zadnjih letih, ko jim pome za letnice malo briga, ama nema vez. Anyway, podkar je Ronaldo prišel malo manj spremljam, ker ga nimam tako, da je dobro pustiti zdaj. Ampak ja, normalno je, pač videl se tam, veš, kot član kadetske mladinske ekipe bi videl njih, treniral bi tam, družil bi se z njimi, to bi imel vse, se pravi, sama infrastruktura okrog tega in skrb za tebe, Itak si pa že šel v Maribor in si rekel pač, ne sej, če v Mariboru ne vidim staršev, sej Torino spet ni to taka razlika verjetno, Tako da pač ja, in tu je neka stvar, ki se mi zdi pa, da je tu ta mogoče posledica, ki se jo pa včasih ne zavedajo, da ti daš enemu mlademu človeku tu, mu rečeš, Juventus te hoče, ti rečeš, ja, jaz bi šel, in pa ti rečejo, ne greš, in pa še tam, ki ti rečejo, ne greš, ti ne dajo priložnosti take, kukor misliš, da si bi jo zaslužil. In verjetno je skus nekje v zadnji bilo, stari, mene je Juventus hotel, pa mi Maribor noče da ti igrati, pač na rekovajih, Točno to je bilo, Ja, pa še, je čisto logično, In To je bila kar ekstremna situacija, tako za psiho, bi rekel. Sem se moral tako, kakor bi se reklo, na tovarniške nastavitve nazaj restartati, Ja, na glih, kar sem zapustil Primorje, propadel klub, je Maribor, privajam se na novo okolje, moraš kar zbrisati to izkušnjo, čeprav je pač, je težko, to je res tako, pač, boljšega si ne bi mogel želeti, po moje, mislim, razen, če bi ti še Bayern potrkal na vrata, bi bil next level, ampak to je tam, Ampak v Mariboru se pravi, vidiš, tega večina nas verjetno ni vedela, da si ti imel to ponudbo takrat, oziroma priložnost, ampak se pravi, to je ena taka, se pravi, velika psiha, si rekel, in to je to, kar hočemo v bistvu predati, vsi mislijo, ja, lepo je tep, iz Novega mesta, recimo, poznam tudi, ki je trener, bil takrat kadetov Mitja Barborič, takrat, ki si tim kasneje, pa je šel pol Kramarič v Maribora, Tudi v srednji šoli, verjetno ga poznaš, Martina, Bil moj soigralec, Ja, tudi neka, on je sicer pa dobil priložnost v prvi ekipi, ampak tudi pač, vemo, in se vsem zdelo, takrat se je malo govorilo, ja, lahko njemu Maribor ga je hotel, zdaj gor živi in pač, in pač nima problema, dobi svoj cash, tuk pa tuk na mesec, se pa začne govoriti, čeprav verjetno noben ne ve, razen če je zdaj on povedal, lahko njemu, ampak ni tako lahko, ravno iz teh aspektov, ki si ti povedal, kot nekdo, ki je željan uspeha, pa se ti pa še take stvari zgodijo, Si pa v Mariboru doživel tudi še eno drugo stvar, se pravi, takrat je bila ena nesreča, ki je v bistvu so igralci, eni, ne vem, ne spomnim se točno, ne mi vzeti za besedo, ampak voznik je umrl in ja. V bistvu ta voznik je bil moj cimer v tistem momentu. Stvar je bila taka, da jaz sem 2 dni pred tem dogodkom smo imeli tekmo in sem se na tekmi poškodoval. In sem dobil dovoljenje, da grem v Ajdovščino
sem tam opravil neke terapije in tako. In sem spustil točno ta trening, ko se je to zgodilo in mislim, da je bilo to nekaj najboljšega v tistem momentu zame, ker sem bil prikrajšan tega doživetja oziroma ne doživetja, te tragedije, tako bom rekel. Nisem rabil gledati vsega, nisem rabil. Po drugi strani, pa če bi jaz bil tam, bi mogoče jaz vozil, ker smo bili cimri, enkrat sem jaz vozil, enkrat on, ali pa te njegovi sopotniki, sem bil jaz zadolžen za enega sopotnika, ki je lik prišel iz Srbije, nogometaš, sem ga jaz vozil vsak dan na trening, se pravi, mogoče bi takrat jaz njega vozil na trening, pa bi preživel ali pa. Tako da bil je kar neki splet okoliščin, ko bi se lahko človek sekiral, sam pol pa pomisliš, kaj pa bi lahko naredil, tako da bi, saj nisem mogel vplivati, pač ni me bilo tam, zgodi se tako. Je pa težko govoriti o tem, so bili ljudje, ki smo preživljali vsak dan skupaj, spremenili je tudi enemu soigralcu, celo golmanu, izgubil roko v tisti nesreči. Je pa drugi v tistem momentu moj najboljši prijatelj preživel brez praske v bistvu, kar je bilo čisto neverjetno, dva sta umrla, eden je izgubil roko, on pa je čisto brez praske šel skozi, tako da. Jaz bi temu rekel sam, da se je tukaj odvila neka usoda srečnih in nesrečnih dogodkov. In najverjetneje je tudi spet en tak šok za psiho, ne? Spravi, mislim, je kaj vplivalo na tebe, če gledava kot nogometaša, ki pač si tam preživljaš, Cimer je bil, ne? Ko si šel iz Maribora, je Cimer bil tam, ko si prišel nazaj, ga ni bilo več, ne? Ful je vplivalo. Dobro, to ni nogometna scena, naprimer, sem v avto, prvič, ko sem šel v avto, mi je bilo tako nelagodno. Z nekim strahom sem stopil noter. Drugo pa kot je čudno, ker takrat smo bili neka družba štirih soigralcev in smo hodili non-stopni na kosile in na večerje, povsod smo bili skupaj in pol kar naenkrat enega ni več zraven. In takrat je bilo to zahtevnih nekih pol leta, da smo se privadili na to, da ga ni več. Sam pol se človek sprijazni, da to je life, vsi bomo enkrat končali tako, mogoče ne na ta način, ampak vsi bomo. Ja, ampak točno to, kar si pa zdaj rekel, pa bi pa rekel temu, da je že en naslednji nivo, ne, ker ne večina tako živi, da bi rekel, da se zaveda, ne, ok, če so se rodil, bom tudi umrl, ne, zdaj ne vem točno kdaj in kako. In če pogledamo, po večini ljudje vsi živimo tako, da bomo vsi živeli 100.000 let, ne, in pač je smrt za nas nekaj, kar je zelo tabu tema, neka tema, o kateri si je težko pogovarjati, ne, vsi z zadržkom ali pa cmokom v grlu, a ne. In tle ful cenim, da si pač bil, da si spregovoril o tem. Pač se karkoli te jaz vprašam, nisi primoran odgovoriti, upam, da to veš, a ne. Da tudi gledalci vejo, nisem mu poslal pisma, če ne boš odgovarjal, te bomo poslali v Juve pucati flaške, nekaj se. Ampak, a veš, in mi je ful pač res cenim, da spregovoriš o temu in pa da si v bistvu, če bi tako rekel, po drugi strani pa je bil to nek tudi spet psihični preskok je bil potreben, ne? Ker se ti nekaj takega zgodi, bi lahko šel neko rečemo depresijo, ne? Rekel bi, ta fuzbal, ne bom se jaz več tu šel, tle so ljudje, ki jih imam rad in pa kar zginejo, ker pač se rabimo tukaj voziti in da bi v bistvu zasovražil vse te vožnje, ki so potrebne pri profesionalnem nogometu, ne? Sploh in pol še prevozi z letali in avtobusi in osebni avti in pač cesta je zelo prisotna v profesionalnih vodah, a ne. Ampak da si pol tako, ki si zdaj rekel, pa si rekel, pač splet okoliščin, prevadi ste se rabili, kar je logično, a ne po neki izgubi, in da si pol, si v bistvu tukaj prebral, ali si, ker malo me zanima ta miselni proces, a ne, zakaj, ker se mi zdaj tle lahko ljudje nekaj največ dobimo, ne. Sprav si ti takrat bral kakšne knjige, kako se s tem soočati, ali si se imel kakšnega psihologa, ali si sam pač razmišljal in si rekel, pa šle, life je. Kaj je bilo? Prva stvar takrat je bila poteza našega trenerja takrat, ki nam ni dal niti enega dneva frej,
nas je takoj poklical na trening in rekel pač, ne bomo se smilili sami sebi, moramo trenirati skupaj, moramo prebroditi to, tako bomo najhitreje prišli iz te krize. Ne. Druga stvar je bila, ker nam je omogočil klub sodelovanje z enim psihologom in smo se vsi šli pogovarjati malo z njim in tako. In tudi bereš neke stvari, poslušaš neke nasvete ljudi in s časom, sploh pa s časom, to zgine. Vsi strahovi zginejo in to ostane sam nekje za tabo. In zdaj, ko se spomnim, sploh nisem niti več žalosten. Pač verjamem, da je spokojen, da je miren tam in kjerkoli že je. Ne. Ja, ok, cool, the best. Se mi zdi, da to je ena pomembna stvar, ne? Ker vsi preko slej se soočimo z izgubo v življenju. Ne? Bližnjega, pač noben ni še šel iz tega sveta živ, rečem jaz, ne, tako da pač preko se vsi soočimo in se mi zdi, da je tudi v redu, da se o tem pogovarjamo in se o tem govori in da se tudi pove, recimo, kako se kdo sooči. Mislim, da se malo premalo pogovarjamo o tem in pol nas ful šokira, kaj se kaj zgodi. Ja. Mogoče, če bi se malo več pogovarjali o takih stvareh, nas ne bi toliko šokiralo. Se strinjam, točno tu, ne. Zakaj je po drugi strani, če malo zafilozofiramo, ne, zakaj? V nekaterih kulturah častijo smrt oziroma se veselijo, ko nekdo umre. Ja, ampak se ne veselijo smrti, ampak njegovega življenja, kakršnokoli je že bilo. Ne, in je ful zanimiv ta, spet smo pri tem, kar se že večkrat tekom oddaj in podcastu in tu vedno povemo, ne, ful je pomembna perspektiva v življenju, kako gledaš stvari, ne. Sprav, ko nekdo umre, lahko gledaš, umrl je, zgubili smo ga, konc življenja, koliko je bogi, ne? Čeprav ni več bogi, ker njega ni, če sva realna, ne obstaja pač. Ni ga več, v bistvu samega sebe pomiluješ z njegovo smrt. Ja. Ali pa pogledaš, ne, dajmo se veseliti življenja. In pred kratkim recimo smo imeli Jagodo Bategel v sredo, ne, kot gostjo in se je ločila in je povedala, da sta recimo najdla motivacijo ponadva od enega drugega para, ki pa je v bistvu, ki se je ločil, so naredili celo žurko in na tisti žurki so slavili njuno skupno pot, kakor je trajala in tudi, da greta zdaj vsak svojo pot, kar je tudi ful zanimiv pristop k ločitvi in pole, recimo, spet, ki je tudi izguba na nek način. Ja, tako da si rekel, ali je kozarc pol prazen ali pol poln. Tako da, res ti hvala, da se pač tem tako pogovarjaš in se mi zdi, da je tu ena res kvaliteta, da se pač lahko bi rekel, ne, o tem ne bi govoril, ker pač preveč boli še zmeram in tako naprej, ampak se s tem soočil. In kaj bi rekel, da ti je to dalo mogoče naprej kot človeku ali pa nogometašu ta cela situacija? Kaj bi, da si iz tega odnesel in še danes tu dejansko držiš in ti nekaj daje za življenje? V tistem momentu, ko se je zgodil, mi je sigurno dal tisti prvi šok, prva reakcija, da je cenil vsak moment življenja. Lahko se čez 10 minut končali, tako ne. Cenil vsak moment življenja. Pol pa čez nekaj časa, ko zaideš v neke probleme, ne vidiš izhoda ali kakorkoli že, nogomet ali pa privat. Pa sem se včasih spomnil na to, sem se spomnil na njegove starše, na vse in si rečeš pač, moji problemi niso toliko veliki, ne. Ni to toliko hudo in je ena lekcija bila za cel life in mislim, da me bo to kar spremljalo še dosti časa, če ne celo do konca življenja. Definitivno, ne, če bi tako pogledal, da si iz tega bom povlekel, ok, cen tu, kar imaš in da pač pogledaš, kadar imaš izzive oziroma probleme, težave, ne, da si rečeš, ok, pač vse v tistem trenutku, ko imamo ljudje nek problem, izziv, se nam zdi, da je tu cel svet in je konc, pač, če ga ne bomo rešili, bomo kar pač glih, da ne mi umrli, ne. Ampak pa pogledaš, ko malo iz zunanje perspektive, pa veš, ok, pač, lahko se soočam s tem, ni toliko velik izziv in to je sigurno nekaj, kar boš vzel s sabo do konca. Če se vrva pa zdaj nazaj na fuzbal, si rekel, Radomlje, zabil si 35 golov, top shit in pol si dobil ponudbo v Belgiji. Kako se je tam odvijala zadeva potem? Sanjsko, v začetku sanjsko. Prestopil sem tam, prvič sem šel v Belgijo 19. junija, opravil par treningov, ful lepo so me sprejeli. V bistvu sem bil
Lokeren je takrat izpadel iz prve belgijske lige v drugo belgijsko in je prišel nov lastnik kupu klub in je bil cilj ekspresna vrnitev v prvo ligo. Ne. In jaz sem takrat prišel kot edina okrepitev, ki so plačali denar zanj. In prišel sem, pa so mi dali tako številko 9, to je za napadalca ful pomembno, da ti skažejo tako čast. In sem res na prvi prijateljski sem zabil 2 gola, pol druga prijateljska hat-trick. Pol pa prišla tekma z Monakom, sem zabil še 2 gola in pol še z prvoligašem belgijskim Zulte Waregem še en gol. In takrat so mislili v klubu, vodje, pač direktor in to, da me ne bojo mogli niti zadržati do konca prestopnega roka. In lih en teden pred začetkom prvenstva na prijateljski tekmi sem si poškodoval mišico, sem imel natrgnino prepone in sem moral počivati en mesec. In pol pa je začelo začelo malo slabše iti. Klub, ekipa je začela prvenstvo z remijem proti enih najslabših ekip. Pol smo sam začeli izgubljati. Ko sem se jaz vrnil, so vsi čakali, so mislili, da bom jaz zdaj vse rešil. Pa ne moreš, če ekipa ne igra dobro, napadalec ful težko kaj naredi. In takrat sem pol tudi jaz padel zaradi tega v slabo formo in se kar nismo mogli dvigniti. Ker ko gre tako slabo, sam toneš in težko najdeš izhod. Kar je bil pa tudi problem takrat je, da je ekipa zamenjala ene 3/4 ekipe se je zamenjalo takrat. In je ful težko vse te karaktere, egote, cilje, ambicije uskladiti in res neko homogeno ekipo. To je ful težko in to je po moje bil takrat največji problem, da mi nismo dobro igrali. Ker kvalitete je bilo več kot dovolj, je bilo par reprezentantov svojih držav, igralcev, ki so imeli respektabilne kariere, ampak enostavno ni steklo. In pol se je v januarju zgodilo, da sem na eni tekmi prvenstveni v 92. minuti tekme utrpel zlom gležnja. Predviden čas povratka bil 3 mesece. Naslednji mesec je nastopila korona, kakor vsi vemo tam. In potem pa bankrot kluba. Tako da so se mi v roku 2 do 3 mesecev nabrale neke slabe stvari. Niti nisem mogel delati rehabilitacije za gleženj, ker je bilo vse zaprto. To, kar sem lahko sam doma delal, sem delal in so pa bile pol vidne posledice, ko sem začel spet trenirati s trenutnim klubom Železničarjem Sarajeva, ker enostavno sem rabil več časa, da pridem na nek nivo, kakor če bi opravil rehabilitacijo, kakor se zagre. Ok, dajmo se dotakniti tega aspekta. To je en aspekt, ki ga danes zelo velikokrat slišimo v profesionalnih vodah in to so te poškodbe. In če pogledaš, ne vem, če si razmišljal o tem ali pa če si zdaj pripravljen deliti z nami, kaj je po tvoje vzrok teh poškodb? Ali je tu, se pravi, nedobra pripravljenost, preutrujenost, slaba prehrana, ali nedost počitka, ali cel življenjski slog, ali je stres, ali samo, ne vem, DNK. Kaj po tvoje si ti, mogoče, če si razmišljal o tem, ugotovil pri tebi, zakaj je do tega? Pustimo zlom, ker zlom vemo, da je splet na ključi in pač verjetno še kakšna tretja, druga oseba zraven. Ampak pri mišicah, tu so ene najbolj pogoste poškodb športnikov, sploh nogometašev. En čas so pokale zadnje lože, kada jih streljajo Nemci v drugi svetovni vojni. Vrnil se bom na, ne vem, pred 10-15 minut, ko sem rekel, da vsak mora spoznati svoje telo. V ekipi pa imaš 25 posameznikov, ki jih treniraš na en isti način. In dost klubov, dost ekip se ne posveti toliko posameznikom in priprave posameznikov, se bolj posvetijo pripravi ekipe. Od teh 25 ljudi mogoče 10 in 15 jim to odgovarja, 10 jim pa ne odgovarja ta način dela. In se mi zdi, da je to največji problem pri teh poškodbah. Če bi se klubi posvečali malo bolj
posameznikom in napredku posameznika, ne pa toliko napredku same ekipe, bi bilo dosti manj teh poškodb. Ker v nekem momentu pač, jaz rečem, boljši je počitek, kakor brez veze trening. In v enem momentu posamezniku pač ne paše trening. Ga sam daš v riziko neke poškodbe. Sam ti si pa ne moreš privoščiti in priti do trenerja in reči, ne bom treniral, ker tvegaš, da te ne bo dal v ekipo. In pol pride to, da svoje telo preforsiraš, non-stop ga forsiraš in enkrat pride do tega, da enostavno mišice, kosti ali karkoli ne zdrži več. Ja, in se mi zdi, da tu je ena taka, kako bi rekel, nekaj, kar se zdaj počasi prebuja nasploh v družbi, če pogledamo, ker v šolah imamo podoben izziv, učiteljice dobijo razred 30 in z vsemi delaš na isti način, pa je to 33 individualnih, kot si rekel ti, in vse posod, kjer so kolektivi, so ravno te isti izzivi, če delamo z vsemi na isti način, pa enih bo tu dobro spodbudilo, ene bo pa čisto bilo, pa tudi, če so talentirani, Je zdaj kaj v železničarju drugače ali je ista zadeva? Mislim, da tukaj pa se spet vračam na nek nivo, ki se totalno vse podreja celotni ekipi. Niti malo pa posameznikom. Še v Radomljah, ko smo imeli enega, tako bom rekel, modernega trenera, ki se je ful bolj posvečal posameznikom, pogovoru z igralci, dajmo mu podrediti nekaj, da lahko naredi zase. Takrat je bilo okej. V Belgiji se tudi dokaj dosti delalo z individualci, v železničarju pa se vse podreja skupinskemu delu in mislim, da tukaj ima ta klub velike rezerve. Kako pa, sprav te poškodbe so pač na nekaj čisto tudi jasne, po drugi strani pa tudi vemo, ne vsi športniki živijo zdravo, ne jejo, pač dosti vemo, pač, če ti ješ v McDonald'su vsak dan, pač ne boš regeneriral telesa, pač če hočeš. Tudi če bi rekel, dobim hidrate, beljakovine in vitamine itd. Lari fari. Ja. Pa tako, ki se pravi ful dobra stvar, ki jo lahko vsak v bistvu vzame, ki se hoče česarkoli v bistvu profesionalno, se pravi, da vzameš, poznaš svoje telo, veš, kaj ti paše, kaj jesti, kaj piti, kdaj, koliko počivati, in se pravi, pol to treninge, kakšne delaš, in ves ta skupek, in pol je pač še vedno ta, imaš pa, kot si rekel, ko pride do zloma gležna, sigurno nisi sam tekel in si ga kar zlomil iz nič, so ponavadi tle skozi prerivanje druge osebe ali je pač igrišče, ima kakšno luknjo in pač nisi pozoren, ker pač v tistem šprintu pričakuješ, da je podlaga ravna, so pač neke tle okoliščine, ki lahko temu botrujejo, Mislim, da pa je tudi ful pomembna pri tej poškodbah genetika, dajmo tako reči, na primer Lee Bayern, ki ga toliko spremljam, je imel ene 3-4 sezone nazaj, ko je bil še Guardiola trener, so imeli, se pravi, vse na razpolaganju, vrhunsko prehrano, prehranska dopolnila, maserje, ni da ni, vse so imeli, pa so imeli v enem momentu 15 poškodovanih. Pa so se jim tudi individualno posvečali vse. Sam pride pa tukaj tudi ta genetika, ki enostavno nekateri ne zdržijo takih naporov, toliko časa, toliko ponavljanj in ne moramo zato vse okriviti nezdravega načina življenja. Jaz tako bi rekel, razen te poškodbe, moram potrkati, nisem imel nekih večjih problemov s poškodbami. Tako, malenkosti bolj, ne. Ja, zanimivo, ali pa zanimivo tudi to, da glih prestopiš v Belgijo, perspektiva, ful si dobro odigral pripravljalne in pol pride poškodba in pol se glih začneš vračati nazaj in pride še ena poškodba in pol je ta korona, ki je vplivala na vse, Za to prvo poškodbo sem mogoče celo sam kriv, takrat sem bil ful zagnan delu, trener me je dostikrat opozarjal, da malo spusti nivo, spočij se. Takrat mi je on govoril, ne treniraj vsak dan, pač dal ti bom frej, ker je razumel tudi ta preskok iz druge slovenske lige v Belgijo, ki je zelo velik preskok v načinu igranja in v ritmu. In
Takrat sem jaz bil malo trmast in toliko zagnan, ker mi je šlo toliko dobro, sem hotel čisto vsak trening narediti in še dodatno. Če bi mogoče kakšen dan počival, kakor mi je svetoval, se mogoče to tudi ne bi zgodilo. Ne? Ampak ja, mislim, je pa zanimivo pač, ne? Se pravi, spet lahko nekaj vzame, sploh če gleda tukaj še mlad perspektiven nogometaš ali pa nekdo, ki si želi spet v teh vodah. Ne? Se pravi, kako je pomemben ta balans, ne? Se pravi, da tle si rekel, ne, jaz sem bil trmas, a ne svoja glava, ker pač imajo to tego delo, meni gre zdaj dobro in hoče biti še boljši. Jordan je vedno grabil na treningih, ne vem, Messi in tako naprej, poznamo te uspešne zgodbe, sploh če zdaj kaj gledaš, kaj je en kup dokumentarcev, a ne. Jaz recimo od Jordana pogledal, ne, pač ti je uno, ne, ampak sigurno, kaj je Phil rekel enough, ne, pač ni šel čez to, ne, verjetno, ne vemo pač, kaj se je zares dogajalo, ne, ampak kako je pa pomembno, ne, se pravi, da delaš na sebi, in da zraven poslušaš trenerja, ki je nekdo, ki ima strokovno več kompetenc in te gleda od odzune, in lahko bolj objektivno oceni tudi, kje si ti telesno, ker te vidi na treningu en dan, drug dan, tretji dan, ne, in pa že ve, ali rabiš zdaj počitek, ne. Ja, tako je. Jaz sem, na primer, smo laufali 12 km v 4 delih in sem se teral zmeri z unimi, ki so bili na prvem mestu, ne. In pa oni imajo, ne vem, so imeli že 10 let karijere v belgijskem nogometu, so navajeni na ta tempo, pa sem se hotel terati z njimi, pa so mi zato so trenerji prišli, so mi rekli, pač smiri malo, tako po domače rečeno. Pač, kao so rekli, prilagodi se svojim sposobnostim, ne iti toliko čez svoje meje, ne. To je bila takrat mogoče napaka, prevelika želja me takrat pahnila v to poškodbo, ker mogoče, če ne bi bilo, bi bile drugačne stvari, ampak jaz mislim, da se vse neke stvari zgodijo z razlogom, tako da ne obžalujem zdaj toliko tega. Ja, tudi pol vsa situacija, ki je bila in spet vse te izkušnje iz preteklosti, ne, če vzameva Juventus, pa izguba soigralca, pa v Mariboru bi lahko igral, pa nisi igral, pa so te zadržali, ker si hotel iti, ali pa nisi dobil priložnosti take, kakor recimo bi si jo lahko zaslužil po videnem, ker vemo, da je zadnji pač so menedžeri in tako naprej, vse to se boti in pač kdor to spremlja, vemo. In pa si še zmeraj, bi rekel, da se zdaj lahko s temi situacijami dosti bolj zrelo soočaš in ne greš tukaj v neko paniko in depresijo, kakor bi lahko šel, a ne. Ker ti si prišel v Belgijo in lahko bi padel čist dol, ne. Poškodoval sem se, top mi je šlo, v Monako to zabijem 2, belgijskemu prvoligašu zabijem, a ne. In pa se mi tu zgodi, klub štarta katastrofalno in se lahko naseli neka panika in depresija in pač enostavno zmeraj mi je ono na izbiro, ali bi še fuzbal igral ali ne. Nikoli se ne moreš otresti tega, da je panika sam. Ko prespiš, se zbudi zjutraj malo bolj mirne glave, če imaš neke stvari za sabo. Ne? V tistem danem momentu pa je panika. Sam, ko prespiš, pa razmišljaš vse stvari, je lažje, če imaš nekaj za sabo. Ja. In če se zdaj dotakneva še tega dela, se pravi, še to me je zanimalo, no? Mogoče preden še čist na železničar gre ta zadnji del, zdaj čist najbolj svež, pokrijeva. Glede na to, da dosti ene fame okrog tega, se pravi priseljencev v Sloveniji, kako si ti kdaj kadarkoli občutil to poniževanje zaradi tega, ker nisi pač Slovenc po rodu, a ne, ker si, mislim, da si iz Bosne, če se prav spomnim, ne, sta starša, a ne. Ja, da si bil kdajkoli poniževan zaradi tega in če si bil, kako si se s tem soočil? Mogoče v osnovni šoli v 5. razredu ali tam nekje. Samo to je tista faza, ko pridejo ponavadi v neko puberteto otroci in tako in se jim dosti dogaja. Mislim, da v bistvu bil takrat sam to razlog, pa dobili smo enega priseljenca iz Makedonije in ful sem se družil z njim, sem mu probal pomagati in so videli, da so se malo bolj grupirala zaradi tega, da sem mu hotel pomagati in mogoče je prišel zaradi njega do te stvari, da so me malo poniževali zaradi tega. Sam načeloma pa se mi zdi, da imam bolj probleme zdaj v Bosni, ko mi govorijo Slovenec. Tako da to je večni problem pri nas, ko imamo starše, ki jim je domovina Bosna,
živimo pa v Sloveniji, imamo slovensko državljanstvo, v Sloveniji smo Bosanci, v Bosni smo Slovenci, ne, in pol v bistvu nikjer nisi na svojem. Tako. Čeprav jaz še zmeraj nekako občutim, da s to, ko sem odrastel, mislim, da je Slovenija moja domovina in se dosti bolj počutim, tam sem navajen na način življenja, ki se živi v Sloveniji, ne v Bosni. V bistvu, zdaj, ko sem prišel v Bosno, sem se na kar dosti stvari moral privaditi, ki meni niso lih, ne bom rekel normalne, ampak nisem navajen. Ja, to je. Ok, cool. Ne, zanimalo me je res to, če si kdaj občutek, ker vemo, da zna biti. Jaz dosti delam z mladimi in je veliko tega bullyinga oziroma psihičnega in fizičnega nadlegovanja in najlažje je, če nekdo ni porodil pač karkoli. Si tudi se dogaja kontra, tudi manjšine nadlegujejo Slovence. Pač ker delam z mladimi in pač imam te izkušnje. Tako da vem, da se dogaja marsikaj. Tudi delam s kakšnimi srednjimi šolami, recimo v Ljubljani, z ta trgovska, ki je pač ko ena, ki je ful tega prisotnega. In se pol s tem soočamo, tudi klical so me, da smo se pogovarjali okrog tega z njimi. Zato tega me je zanimalo, zdaj iz nekoga iz prve roke, ki ni se pravi porodil Slovenc, kaj še imaš ti izkušnje s tem? Ok, in pol, zakaj železničar? Nisem imel nobene druge pogodbe, ponudbe, ponudbe nisi imel, ali odkje je ta izbira? Ali je bilo to v bistvu, ne vem, ti povej, da ne bom jaz zdaj tle ugibal. V bistvu je bilo tako, da ko je Lokeren propadel, sem jaz bil tako, bom rekel, dosti iskan igralec na trgu. Mlad, brez pogodbe, se pravi, ne rabiš plačati denarja zame, napadalec, zabil dosti golov. In sam je takrat bil velik problem korona. Ni se vedelo niti, da se bo nadaljevala prvenstva, ni se vedelo, koliko bo kjer klub imel budžeta, če bo kdo bo sploh preživel to korono. Ne? In imel sem še druge ponudbe, imel sem eno dobro ponudbo iz Litve, iz Žalgirisa, to je njihov najboljši klub. Finančno ful boljša, sam železničar je pa bil boljša ponudba, če pogledamo stališče, da železničar igra v Evropi vsako leto. Sicer Žalgiris tudi, sam železničar je večji klub, navijačev, ima ful veliko bazo navijačev. Ko sem gledal neke klipe na YouTubeu, pa še prej sem jaz dosti tekam železničara pogledal. Ti enostavno vzbudi to neko željo, da hočeš zaigrati za ta klub. Zdaj sem prišel sem, pa ni navijačev, pa ni tiste glavne stvari, zaradi katere sem šel tja, ker se ne dovoli zaradi korone. Mislim, da je neki občutek, da bo čast igrati za ta klub odločil na koncu. V bistvu nisem vedel do zadnjega dneva. Žalgiris mi je kupil letalsko karto, da grem v Litvo, jaz pa sem v železničaru rekel, da pridem jutri. In ko sem se zbudil zjutraj, sem se odločil, da grem v Sarajevo. Tako je bilo pač. Bilo je neki 10 dni take dileme, da nisem vedel, kaj narediti. Ja. Kar je ful zanimivo spet, ker se mi zdi, da vsi, ki živiš neko svojo strast, pride veliko teh momentov za nove priložnosti, in v enem trenutku dobiš 2, 3 in imaš tam na izbiro jagodni, čokoladen pa vaniljev sladoled in zdaj pač kjer ga boš, pač je izbira in pol pač greš gledati in tako naprej. In kako si... Lažje, če imaš samo eno, pa narediš to, Ja, če bi samo ena prišla, bi bilo ok, ta ali pa nobena, pa bom ker izberem to, Te nimaš niti ničesar za očitati, ali sem dobro ali slabo naredil. Kako si pa zdaj zadovoljen s to izbiro oziroma odločitvijo? Trenutno nisem preveč zadovoljen, ker sem prišel dosti slabo pripravljen zaradi te poškodbe v ta klub in so mi dali na nek način pol leta, da pridem k sebi. Zdaj spet imam osebnega trenerja, dosti dodatno treniram. Sicer nekaj sem tudi igral, ampak nisem čisto v prvem planu zaenkrat. Sam pravijo, da ful računajo name in upajo, da bom čim prej v najboljši formi.
Zdaj, če bi se znova moral odločati, bi po moje izbral ono drugo opcijo, čisto realno, če povem. Zato, ker je tudi finančno in vse bolj mirno, fiksno, vse vemo, Bosna je kar malo dinamična država. Ne? Ja, lepo si se tu izrazil, dinamična. Veš, kaj mi je všeč, da kot nekdo, ki bi res zaljubljen v fuzbal in ga igra cel čas in ful je enega pedigreja zunaj, mogoče danes ne več, ker so vedno bolj, ampak ne, da so fuzbaleri zabiti, pa zato tudi igra fuzbal, ker je eden najbolj enostavnih športov, enostavnih, ampak anyway. In je ful pač tudi kako samo izrazoslovje tvoje, je ful pač lepo, lahko bi zavijal po primorsko, lahko bi uporabljal ful, pač rečemo temu srbo-hrvaščine, bosanščine, kakorkoli, ampak res lepo čisto slovensko govoriš in uporabljaš ful dobre besede, meni se to ful tako, pač jaz jih ne toliko, lepo bi si mislil dinamična, pa prej si še ne vem, par res lepih izrazov uporabil, mislim lepih na mesto izrazov čistih slovenskih, teh knjižnih slovenskih, ne čistih slovenskih, knjižnih slovenskih. In se mi zdi tudi, da tudi eno drugo perspektivo pokažeš, da niso fuzbaleri sami eni zabiti, ker nič ne razmišljajo in pač sem edino, kar zna teči za tisto žogo, pa še to se mora kregati z 20 drugimi na igrišču, 21 drugimi na igrišču. Ampak, tako da res, ampak vseeno, po drugi strani, ker te pa tako gledam, če bi pa mene vprašal zunanjega, bi pa rekel železničar, logično je, po rodu je pač Bosanc, malo pride ta neka, vseeno ta želja zadaj, rekel si, tam je čas za klub in tako naprej. In po eni strani je logično, da si izbral, pač tudi bliže je, če tako gledamo, čeprav zdaj, kaj je korona, je zahlenjeno, je vseeno, če tičiš v Ameriki ali pa v Bosni, ampak se mi zdi, da pač na nek način je logično, zakaj si to izbral, tako da, ne vem, po moje ti že veš, boš izbral, če ne pa jaz verjamem, da koliko si boš želel kam drugam, te bojo tudi prepoznali. Jaz pravim tako, da če se mi ratal prodati iz druge slovenske lige, se lahko prodam od bilo kje, tako da važno ti, koliko si dober, pa koliko golov daješ, koliko napadalci in lahko uspeš od bilo kje, po mojem. Sprav kvaliteta in mislim, da še ta stvar se pri tebi tudi pozna, ker si prej rekel ta samozavest, da pač veš, jaz jih lahko zabijam in jih bom zabijal, še jih bom zabijal, zdaj samo vprašanje za koga in če me bojo tam prepoznala. Ampak... Ja, točno to. Meni je ful, tudi v Radomljah, ko sem bil, mi ne bi šlo toliko dobro, če ne bi imel tazga trenerja, da mi je non-stop polival samozavest. On je meni prepustil, doskrat me poklical na pogovore, sva skupaj sestavljala ekipo, naprimer, je rekel, kaj ti misliš o tem, biti njega. In s tem sem jaz dobival samozavest, da sem jaz pomemben. In to mi je pomagalo pri samozavedanju. Mogoče niti on ni toliko poslušal mojih nasvetov, ampak mi je hotel samo pokazati, da sem pomemben v ekipi. In to mi je ful pomagalo. Ja, in dejansko, če pa tako pogledamo, zdaj, ker imaš enkrat izkušnjo tega, in tle pač mogoče za vse tudi, ki poslušajo, ker ti enkrat imaš izkušnjo, tudi če zdaj v tem železničarju te trener ne pokliče, ti veš, kakšen je občutek, če bi te poklical in se enostavno lahko postaviš, rečemo, v ta being oziroma v to, kdo si bil takrat, ker te je trener povabil in če s tem odigraš, prideš s tem odnosom na trening in pač delaš, sigurno rezultat pol ne izostane. Se pravi. Je po eni strani res, sam je ful se težko poistovetiti s tem občutkom, ker ful težko je pridobiti to samozavest nazaj, če jo nimaš. Ker v momentu, ko si ti v slabi formi, začnejo gledati soigralci drugače nate, začne gledati trener drugače nate in ni več isto. In pol, kakor sem prej rekel, Lokeren, ker smo slabo igrali, smo sam dol šli, ni bilo več izhoda. Zdaj tukaj, ko si v slabi formi, ful se težko dvigniti iz tega, da si v slabi formi. Tam je dovolj en gol in se vse spreobrne navzgor. To je pri nas špicah, napadalcih, ena velika prednost, ker lahko zadeneš gol slučajno, pa se ti dvigne samozavest. Ker začnejo drugi gledati drugače nate.
navijači pišejo dobro o tebi in tako. In to ti samo po sebi dviguje samozavest. Ja, logično in na mestu, kar si povedal. Ja, jaz ti pač želim, da imaš samozavest, ne glede na to, kaj se dogaja okrog tebe ali pa znotraj tebe. Ker se mi zdi, da če boš bil prisoten samo temu, česar si sposoben in pol to pretvoril, je vseeno, kaj drugi rečejo. Boš ti naredil in verjamem pa tudi tu, da vsak res vloži neko delo in v svojo strast in to zasleduje, dobi tistih 5 minut slave in da boš to ti doživel najmanj 1 ali pa 2 sezone v enem zelo dobrem klubu, kjer se boš razcvetel, pa tudi če je tu pri 35. Upa, da boš prej, želeti pa, da boš ful prej, no, da bo to že to sezono, pa naslednjo v Juve, pa je to. Hvala. Tako da, daj mi še povej en aspekt, jaz ne vem, ponavadi ga pokrijemo, če vem, punco imaš? Imam, žena. Če si v vezi, žena že, a ne, saj se mi zdelo, da sem videl neki shiny tam, a ne? Še tu vedno pokrijemo, pač, ker je pač ena taka stvar, ki se vsi več ali manj soočamo v življenju z njo, ali pa v bistvu vsi, a ne, ljudje si želimo biti ljubljeni in ljubiti. Kaj pri vama dvema tisto, za kar deluje odnos? Mislim, tle mogoče vprašanje mene tako zanima, ker je bila tu je bila dogovorjena poroka vnaprej, ali sta si sama zbrala, ja vem pač, da se to še dogaja, zato me sam tako zanima, ni nobenega poniževanja tle smislu. Ja, razumem. Težko ti zdaj povem, kaj dela to dobro zvezo. Sam mislim, da sva kar oba zelo zadovoljna s tem in srečna, da se našla. Najprej bi rekel, da je to neko medsebojno spoštovanje. Se mi zdi, da je to najbolj pomembna stvar, ker vsaj jaz sem tak, da to, kar bom videl neko spoštovanje od njej, bom tudi vračal to spoštovanje nazaj. In če se zgubi to spoštovanje, po mojem mišljenju, ni prihodnost več v tej zvezi. Spodbujanje je druga stvar, jaz njo spodbujam pri njenih stvareh, ona mene pri mojih, komunikacija, posvečanje. Vse pomalo, pač ena stvar ne more delati dobre zveze, ne more narediti, da se dva človeka ljubita in mislim, da vsega pomalo mora biti. Tudi slabi stvari. Tudi neke slabe stvari pri osebi se mi zdi, da te lahko spodbudijo, da imaš še raje to osebo, ki hoče spremeniti in pol da ta stvar po eni strani to frustrira, da se že zaljubiš v to slabost. Zanimiv pogled, nisem še, mislim, iskreno mi ni še noben tega tako predstavil, kot si ti zdaj. Ne mislim na neko stvar ful slabo, ampak tako neka malenkost. Ja, razumem, ampak je ful mislim, saj pač sam gledam vedno, kaj je tam, mene to ful zanima, meni je pač ta dinamika med dvema partnerjema na romantičnem nivoju vedno ful zanimiva, tudi ful sem prebral enih knjig in svoje teorije imam pač o tem in tako naprej. In jih pač delim in glih točno to, kar si ti povedal, je nekje tudi, kar jaz rečem. 4 stvari so pomembne za uspešno vezo, spoštovanje, sprejemanje, pa iskrenost in zaupanje. Pač, in pa lahko tudi ljubezen gradiš na temu in tako naprej. In pač ti si glih kar to povedal in se mi zdi res super. In kako pa ona tu sprejema, da si ti bil zdaj v Belgiji, pa ona se s tabo seli, ali ona je v Sloveniji? Ali... V bistvu se zdaj prvič preselila z mano v Sarajevo. Je pa taka kar prilagodljiva punca, kar mi je zelo dobro. Tudi, ko je bila dilema, naprimer, med Litvo pa Sarajevom, jaz mislim, da bi dosti punc rekla, da dajmo iti v Litvo, tam je finančna situacija boljša. Ona je čisto meni prepustila situacijo, mi je rekla, odločitev, mi je rekla, odloči se za to, kar ti misliš, da je najboljš, ti imaš mojo spodbudo in to je to. In to mi je v tistem momentu mi je tudi to ful nekaj povedalo o njej, da je res vredna tega, kar mava. Ja, definitivno, ta podpora drugmu je ful pomembna. Ker kukar bi ona začela, kukar bi rekel temu tvoj notranji, najbližji krog začne dvomiti o tebi,
sam že itek imamo ljudje po naravi dvomov v izkusu sebe, v naše odločitve, izbire, v naše sposobnosti. In če še ta oseba, ki ti reče, ljubim te, dvom v tebe, pa si pač, je to bogat, hitro je to bogat. Tako da, da veš, stari, ful ti hvala za to, da si prišel, vse, kar si povedal, veš si, da če je kakšen profesionalni nogometaš ali pa kdorkoli, ki si je želel pogled v življenje profesionalnega nogometaša, oziroma človeka, ki se s tem ukvarja in kako se sooča s tem, dobil marsikaj za sebe, tudi kar si povedal, se mi zdi, da lahko skoraj vsak vzame nekaj za svoje življenje in to je bistvo teh oddaj. Tako da, mogoče še tvoje zadnje besede, kakšna je bila tebi izkušnja, kako te je bilo malo pregledati tvoje življenje in tako naprej. Hvala tebi, ko si me poklical. Tako, doskrat ne razmišljam toliko o svojem življenju, fajn, da govoriti s kom, da se malo spomnim vsega. Bi pa pozdravil sam svoje prijatelje, Žigo, Lucija, Evo, Katjo, Miralema in svojo ženo Sabrina, Ok, cool, evo, the best. Se pravi, tako, ker zmeram to, da bomo zapakili. In malega Alija, od sina od Katja Miralema. Tako, Mirče, poznam tudi jaz te večina njih, mislim, da samo od Mirčeta ženo sem samo enkrat videl, drugače pa smo skupaj basket igrali, tako da ja, cool. Tako, ker zmeram to oddajo zapakiramo v YouTube, tako da je pa lahko, če kdo ni videl zdaj v živo, gledal v posnetku, tako da ne bo noben zamudil tega. Lahko boš to tako naredil, če bo kdo rekel, Alen, kakšen si, Anel, kakšen si ti kaj, boš rekel, tle imaš oddajo, poglej si jo, da ti ne razlagam zdaj jaz tle na dolgo široko, tam imaš v 1:20, imaš vse o meni, urca pa pol si jo vzam, namesto enega filma boš zvedel več o meni, tako da... da bes, res, ful ti hvala, tako da evo, tu je za danes pogovorna oddaja z Anelom Hajričem, perspektivnim nogometašom. Dobil je nagrado za najboljšega strelca druge lige, takrat se spomnimo v časopisih in tako naprej na NZS podelitvi in vsi ti pristopi in všeč mi je, s kakšnim mindsetom, se pravi, stanjem uma se ti podajaš v življenje in mislim, da te čaka ena res lepa prihodnost. Tako da, če se veselim, da se vidimo naslednji spet v živo, kadarkoli tu že bo. En basket sigurno lahko odigramo, jaz ga tudi že dolgo nisem igral, tako da... Jaz ga toliko pogrešam. Tako da se bomo zmenili kaj, Čuki, Luci in Mirče, pač, da se dobiva pa vžgeva. Tako da, okej. To je to, hvala vsem, ki ste gledali. Za finish, se ve, Year of the Rookie, Little Things, ta pesem zaenkrat končuje. Čuki mi je obljubil, bratranc, da bodo posneli še outro in intro za moje streame, tako da tega se res veselim. Bodo posneli, neki se pogovarjava, da bi posneli malo daljše, pa malo pol kakšne krajše koščke, za karkoli se lahko malo igramo, kar je vedno cool, da malo vse skupaj bolj personalizirano. In ja, ne vem, če sem povedal, se pravi, bratranc piše pesmi in glasbo za njihov band, kar se meni zdi fenomenalno, pač kreativa, Jaz sem mu rekel, enkrat boš prišel tudi ti v to oddajo, pa rekel, ne bom jaz prišel. Ampak, jaz sem si rekel, da bi rad naredil 1000 oddaj, tako da enkrat bomo tudi on, da bo videl, kako se je počutiti v Anelovi koži, na drugi strani mikrofona. Tako da, vsem skupaj en lep večer, pa seveda urnik bo objavljen jutri zjutraj na vseh socialnih omrežjih za prihodnji teden, večer manj bo pa Call of Duty dopoldan, podcast večer, jutri, v sredo, pogovorna oddaja z Lorenzo Cinotijem, to je dober kolega iz Italije, fashion, ne vem, če je glih dizajner, ampak dela v modi, organizira, se pravi, teden mode v Benetkah in tako naprej. Res sposoben človek z veliko izkušnjami, tako da se res veselim tega pogovora in v nedeljo potem ponovno pogovor na oddajo v slovenščini, vse bo objavljeno, tako da se vidimo in čau.